Občinski svet občine Slovenska Bistrica se bo jutri sešel na svoji drugi redni seji. V ospredju bosta prva obravnava letošnjega občinskega proračuna ter povišanje cen programov v vrtcih ter povišanje cen komunalnih storitev. Podrobnosti je na današnji novinarski konferenci predstavil župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. Zakaj zadeva seveda sploh te seje, pa tudi se bojim dogajanja v prihodnje, ga v veliki meri narekuje, in to povezam tudi s proračunom, ga v bistvu v veliki meri narekujejo razmere, ki so pač prisotne in pri nas in Sloveniji, pa tudi v Evropi, posledica vseh teh dogajanj od neke vrste ekonomske krize, inflacijske, ki je prisotna, do še nekaterih drugih stvari, ki so s tem povezane. No in zdaj seveda se ta del, ti učinki se zelo reflektirajo v jutrišnji seji. Zdaj najprej že v samem proračunu, če ste kaj pogledali številke, lahko vidimo, da so številke kar nižje v primerjavi z prejšnjimi leti. Po eni strani, zdaj mi smo poskušali proračun vseeno še držati nekako investicijsko za tiste pomembne investicije. Je pa dejstvo, da zdaj Slovenska Bistrica ne more biti v tem prostoru izolirana in da se ne bo tudi ni zgodilo, tako da mi smo seveda tudi podvrženi tem efektom. Zdaj je učinki, ki so vezani na proračun, so na eni strani seveda prva stvar je recimo energetska kriza, podražitve energentov se reflektirajo skozi tudi proračun, če hočete. Druga stvar je posledično ali pa sporedno s tem dvigovanje stroškov dela. Posledično obojega je pa seveda dvigovanje stroškov pravzaprav na vseh segmentih. Se to tudi sami verjetno občutite. In tretja stvar, ki je pa mogoče bolj vezana na prihodkovno stvar, je pa seveda ta nekoliko inflacijski del, ki pa tudi vpliva v bistvu na samo dogajanje, kar se proračuna tiče, nenazadnje tudi na zadolžitve. Zdaj prihodkov proračuna je tam slabih 35 milijonov, od tega je 20 milijonov in pol primerne porabe. Zdaj, kar se primerne porabe tiče in povprečnine, ker je pač to vir prihodka v osnovi, je že res, da je ena najvišjih, kot lahko slišim, oziroma je najvišja v zgodovini primerne porabe. Res pa je, da so pa svoje stroški, ki bi jih najprimerna poraba pokrivala, še pa toliko višji. In takrat, ko je bila ta primerna poraba tudi dogovorjena z združenji, ki zastopajo občine, nekaterih učinkov, vsaj kar se tiče plačnih učinkov, še ni bilo zajetih. In to nam zdaj dodatno se zažira tudi v proračun in tega pa zapravo primerna poraba v bistvu ne pokriva. Jaz mislim, da tudi ne pokriva v celoti dviga energentov in vsega ostalega, kar je s tem povezano. Če se malo spomnite, tudi takrat v pogajanjih izračuni združenj so bili malo drugačni. Primerna poraba je morala biti višja vsaj še za 30 evrov, če se prav spomnim. Ampak še ni bilo zadnjih učinkov dviga, ki so pa že tu prisotni. Zdaj razlika je potem so ostali prihodki, od teh ostalih prihodki imamo mi tam enih slabih 7 milijonov sofinancirane za pač projekte, ki jih peljemo. Tu so pač ti večji projekti, zdaj dokončanje kanalizacije oziroma tega projekta na Zgornji Poskavi, potem je tu dokončanje plezalnega centra in pa začetek gradnje zdravstvenega doma in pa seveda tudi parkirišča, če samo te večje stvari omenim, potem so še pa številni drugi manjši projekti. Vendar v vsakem primeru smo mi morali zelo zreducirati odhodke na nekaterih področjih komunalnih, cestnih in ostalih investicij, da smo lahko proračun pravzaprav zaprli v tem delu. Zdaj bomo videli, kaj bo od prvega do drugega branja prinesel pač še čas. Obeti so tudi, recimo, kar se tiče projektov, ker vi veste, da smo mi, vsaj kar se večina večjih projektov tiče, vedno imeli neka sofinancirana iz drugih virov, ali so bili nacionalni viri, ali so bili evropski viri. Vse tudi v teh projektih, ki sem jih omenil, je podobno, so v večji meri financirane iz drugih virov in zato je tudi smiselno, da se jih uvršča in da se stvari naprej peljajo. No, ampak zdaj seveda veliki obeti ali pa napovedi so
pač bodoča finančna perspektiva, ne, zdaj obstoječa se tako ali tako že izteka, ne, kar pomeni, da je treba do konca letošnjega leta v bistvu realizirati, kar še je iz tega naslova. Čeprav zdaj, kar zadeva bodoče finančne perspektive, vsaj kar se tiče občin, kot je Slovenska Bistrica, oziroma večine občin, pravzaprav v Sloveniji, ne razen mestnih občin, ki imajo neke posebne bonifikacije, če temu tako rečem, ne ta CTN, famozni, ne, mi ostali tega nimamo in bomo videli, ne, kaj bo možno sploh in na kak način bo možno sploh do evropskih virov oziroma do tovrstnih virov pač jih dosegati, ne. Zdaj težavo mi imamo mogoče v tem, ne, da imamo mi številne projekte v bistvu speljane, ne, recimo iz okoljskega, pa predvsem tega komunalnega področja. No, ampak tu bomo pač pustili, mi bomo poskušali vse priložnosti izkoristiti, tako smo vedno tudi počeli, ne, bomo pač dejansko videli, ne. Tako da, kar se proračuna tiče, ne, bojo razmere po moje v letošnjem letu zelo zahtevne, pa verjetno še se bo to kar nadaljevalo v naslednjem letu, ne, jaz upam, no, da se bo to tudi končalo, ne, ampak sedaj pa v veliki meri moramo biti realni, odvisno nekega dogajanja v širšem prostoru, ne. Zdaj upajmo, ne, da bo samo letošnje leto problem, ne, mislim, v tem smislu, ne, ampak jaz se bojim, ne, da se vsi skupaj mogoče še premalo zavedamo, ne, tudi kot družba, kot celota, neke realnosti, ki je pred nami, ne. Mi še vedno imamo čutek, živimo v nekem obdobju, ne, iz preteklega časa, ki pa več ni čisto realno, ker prihaja z nekim faznim zamikom. Ampak gledajte, pustimo se presenetiti, bodimo optimisti, ne, je pa res, da treba vse stvari pač aktivno peljati naprej, ne, in mi pač neki razvojni cikl bomo sigurno nadaljevali, saj smo ga tudi vedno. Tudi takrat, ko smo imeli največje težave, s tem, da zdaj mi v letošnjem letu samo še to ne planiramo tudi nobene dodatne zadolžitve proračuna, ne, saj nam je pravzaprav fiskalna razmere tudi tako rekoč nemogoče in to se seveda malo pozna na proračunu, saj veste, da mi pač saniramo neko stanje iz preteklega obdobja. Zdaj v naslednjih 2 letih, čeprav vem, bomo tudi dokončno splačali te stavbne pravice za tiste investicije, ne, in se bojo na tak način pa proračun vsaj delno razbremenil, ne. Ampak zdaj smo pa tu pač, kjer smo, ne. To je, kar se tiče zdaj proračuna, ne, zdaj posledično seveda sta dve naslednji točki, ne, ki sta verjetno takih, ki zahtevata mogoče pozornost, ne, gre za povišanje cen v vrtcih, ne, in gre za povišanje cen komunalnih storitev, ne. Zdaj jaz detajle zelo težko komentiram, nekaj predlagatelji so na eni strani vrtci, na drugi strani pač komunalno podjetje, tako da detaljno je fajn, če ste na seji, pa boste verjetno od predlagateljev zelo dobro zvedeli, ne. Dejstvo pa je, ne, to pa moramo biti realni, ne. Zdaj prvič vrtci so že tako imeli težave, ne, z vsemi povišanji stroškov, ne, ki so bili v preteklem obdobju, zdaj je to kulminiralo, ne, zdaj zadnja stvar je še seveda ta dvig plač pomočnicam, vzgojiteljic, ne, jaz razumem seveda, da je prav, ne, da so ljudje pač ustrezno plačani, ne, vendar se treba pač ob tem zavedati, da to neminovno pomeni dvige cen, ne, tu sploh debate ni, ne. No, ampak zdaj, če smo vse pri tem dvigu cen, kar se vrtcev tiče, ne, je treba seveda povedati to, da to praktično v veliki meri ali pa skoraj največji meri bremeni tako pač državni občinski proračun, ne. 75% tega dviga gre na račun proračuna, v tem dvigu je 83% so plače, ne. Tudi sicer tam, kjer gre za participacijo pač potem staršev, je ta participacija odvisna, ne, kje na tej socialni lestvici so starši, ne, tako da bolj so obremenjeni tisti, ki imajo pač višje prihodke, ne, celo mislim, da imamo jih mi 22, ki ne plačujejo prav nič, ne, in pa čeprav en za drugega pa tretjega otroka tudi ne plačujejo starši nič, ne, tako da tista tako ali tako celoti breme občinskega proračuna, ne. Teda s tem dvigom plač mi pravzaprav dvigujemo pravzaprav porabo v največji meri, kar se proračuna tiče, ne. Zdaj drugo področje je pa pol področje, no in zdaj pri teh plačah mislim, da gre tam za dvige okrog, zdaj odvisno sicer od kategorije, ne, od 11 pa tam do 16-17%, ne, odvisno v katerem razredu si. Zdaj mogoče imamo mi
vseeno, no, ker imamo pač ta veliki vrtec, pravzaprav enovit, ne, da je teh nekih fiksnih stroškov manj, ne, ki se pol porazdelijo, ne, in da tudi zaradi tega je pač to recimo bolj ugodno. Ne. Zdaj naslednja stvar je pa seveda področje dvigovanja cen komunalne storitve, ne, zdaj tam je največja težava je dvig energentov, ne, pa tudi plač, ne, in posledica vsega tega tudi vsega ostalega, vseh storitev, ki se navezujejo na to, ne. Zdaj, tako da tudi tam je bilo za pričakovati in temu ni možno se izogniti, ne, da ne bo prišlo do dviga pač cen, seveda si jih nihče ne želi, ne, se tudi mi jih ne želimo, ne, se tudi delno se to spet vrne v proračune preko, materialnih stroškov naših inštitucij in še česa, ne. Gre pa za to, ne, da zdaj v masti, ne, en tak primer izračuna narejen, če ste pogledali gradivo, ne, se pravi za 4-člansko družino, ne, pomeni to celotna položnica dvig, mislim, da je okrog 6 evrov, ne, in to je menda okrog 14%. Ne.